Miloš Rus, Velenjčani vam očitno v letošnji sezoni ne ležijo. Ja, mi smo si na današnji tekmi že od vsega začetka izredno želeli te zmage. Pripravljali smo se na to, da bi uspešno začeli. Žal nam ni uspelo. Seveda sem razočaran z rezultatom. Ne moram pa biti razočaran z odnosom pa z igro, ki smo jo prikazali na tekmi proti Rudarju, ki je bila zagotovo od vseh teh 5 letošnjih odigranih zagotovo najboljša, predvsem v drugem delu po prejetih zadetkih, po naših napakah, ki so bile pač posledica individualnih napak igralcev, smo igrali praktično naslednjih 35 minut na nasprotnikovi polovici, imeli nekaj priložnosti, dosegli zadetek, imeli velik pritisk. Rudar se je obranil in kljub vsemu zasluženo odšel domov z 3 točkami. Nam pa igra, ki smo jo prikazali, daje dovolj dobro popotnico, da lahko še bolj odločno in še bolj samozavestno štartamo v nadaljne tekme. Prvič se je predstavilo kar nekaj novih nogometašov, po poškodbi se je vrnil Močič. Kako ste zadovoljni z njimi? Še enkrat, celotna ekipa je delovala dobro proti Rudarju, ki je v vrhu naše razpredelnice. Smo prikazali odločno, dobro igro in vsi ti igralci, ki so prišli, so zadovoljili in imajo neko osnovo za to, da bodo seveda tudi z vsemi ostalimi trd oreh vsemu nasprotnikom, ki nas čakajo v nadaljevanju prvenstva. Prvi nasprotnik je Koper, odhajate na Obalo. Koper je danes remiziral v Mariboru, verjetno kar zahteven nasprotnik. Ja, za nas so tako vsi nasprotniki zahtevni, glede na to, da smo v spodnjem delu lestvice, ampak še enkrat, igra, ki smo jo prikazali danes proti Velenju. Velenje pa je zagotovo v rangu Kopra, nas hrabri in nam daje možnosti, da se iz Kopra 100% vrnemo s pozitivnim rezultatom. Sebastian Gobec, poraz na uvodni tekmi spomladanskega dela z Rudarjem, je boleče? Ja, sigurno je to boleč, vsak poraz boli, predvsem ta današnji, jaz mislim, da smo bili celo tekmo najmanj enakovredni, če ne celo boljši, predvsem v igri. Borili smo se celo tekmo, dobili 2 gola, ki ne bi smeli, tako da na koncu koncev nimam kaj druga, kot da čestitam Velenju in nas čaka čez tedni nova težka tekma in proba tam odpraviti te napake, nadgraditi današnjo igro in jaz mislim, da smo na pravi poti. Kljub enakovredni igri v večjem delu tekme vam je koncentracija popustila takoj po odmoru. Kaj se je dogajalo v tistih minutah? Ja, res takoj, mislim, da je bil prvi gol na 52 minuti, drugi pa tako 54. Tega si ne smemo dovoliti, to so naše napake, to si nimamo kaj zatiskati oči, ampak nogomet je igra, tisto, ko naredi manj napak, on dobi, mi smo danes naredili preveliko napak in na koncu tekmo izgubili. Še za konec, če se dotaknemo vašega zadetka z prostega strela, še vedno ostajate mojster. Dobro, mojster. Jaz sem pač si nekako zamislil, da bi mogla iti žoga tu, ko je šla. Imel sem malo sreče, da se je zid, njihov živi zid odmaknil, žoga je šla skozi in šla v nebranjeni del mreže. Jernej Javornik, začetek spomladanskega dela sezone po vaših željah, 3 točke iz Celja, lokalni derbi. Letos očitno vam Celjani ustrezajo. Pa dobro, to je po 3 mesecih je bila prva tekma. Mislim, da je derbi upravičen naziv lokalnega derbija, kajti v prvem polčasu so obje ekipe pokazale čvrsto igro, polno dvobojev. Vidi se, da je to začetek prvenstva, ampak konec koncev derbija zmeraj odločajo nianse ali, če drugače rečem, kdo da prvi zadetek. Tako je bilo na prejšnjih tekmah in v tej enakovredni igri smo mi bili srečnejši, prvi zadeli. Mislim, da bi tudi mojega kolega Miloša Rusa, moram reči, da je bila izredno težka tekma za obe ekipi in bi se lahko drugače končalo, če bi oni izkoristili katero izmed šans, ampak obenem pa moram tudi pohvaliti moje fante, ker so res odigrali
odlično tekmo. Vidi se, da je prvo kolo, tudi sredi prvega polčasa smo izgubili Davida Kašnika in upam, da ne za dolgo časa, ampak vse kaže na to. Drugače bi pa to fanto tudi, mislim, poklonil to zmago Alešu Jeseničniku, ki je bil včeraj operiran kot naš kapetan in smo v bistvu zmagali tudi za njega danes. Kaj ste dejali fantom med premorom? Po enakovrednem prvem delu ste takoj na uvodu hitro in zanesljivo povedali. Konec koncev, prve tekme so zmeraj takšne. Ne veš, kje si, sicer druga ekipa tudi ne ve, na čem so. Ne? In zato je tako pomembno, da dobro štartaš v prvenstvu, kajti na to se odprejo določene stvari, ampak videli se je, da prvi polčas smo bili v krču, drugi polčas smo bolj odločno krenili po gol in na koncu zasluženo zmagali. Če se obrneva proti prihodnjemu koncu tedna, gostite Triglav, kakšna so pričakovanja? Mi ostajamo realno na tleh, to se pravi, gremo tekmo po tekmo, poskušamo dobro igrati, poskušamo imeti čim več priložnosti za gol. Kam nas bo to pripeljalo, bomo videli, ampak bomo pa vse naredili, da vsako tekmo odigramo na maksimumu in da vsako tekmo poskušamo dobiti. Ivan Firer, petič Celjani, 5. zmaga. Danes ste tudi zadeli proti svojemu bivšemu klubu. Kakšni so recimo občutki takoj po tekmi? Glejte, vemo, da Celje ima dobro ekipo, mlado ekipo. Bili smo pripravljeni na njih, oboje smo imeli priložnosti, ampak mislim, da smo zasluženo zmagali, kajti boljše smo se pripravili. Vemo, da je prva tekma to in oboje smo bili v začetku malo zadržani. V drugem polčasu smo mi izkoristili svoje priložnosti, Celje jih ni in 3 pike grejo z nami domov. Visoko kotirate tudi na prvenstveni lestvici, ponovno je precej zapleteno. Kakšne so vaše želje, kakšni so vaši cilji v nadaljevanju? Mi gremo tekmo po tekmo. Cilj je naš, da smo čim više na lestvici. Želimo vsako tekmo dobro igrati, vsako tekmo zmagati in upamo, da bo nam vsako tekmo dobro šlo. Še recimo za konec, glede na to, da je danes dan žena, kateri dami posvečate zadetek? Zadetek posvečam ženi, bodoči in hčerki. Moram pa povedati tudi, da današnjo zmago in zadetek posvečam tudi našemu kapetanu, ki je bil včeraj operiran, Alešu, in da mu želimo vsi skupaj, da se čim prej vrne med nas in da čim prej okreva.